Dober večer vsem, ki ste se nocoj ustavili ob spletnem Muhorskem večeru. Upam, da boste besede, s katerimi smo ga naslovili, ob koncu še bolj vzeli za svoje. Naj na začetku predstavim naši dve gosti. Z nami bosta profesorica doktorica Živa Novak Antolič, doktorica medicine, specialistka ginekologije in porodništva. Bila je zaposlena na ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, dolga leta predstojnica oddelka za perinatologijo in tudi profesorica na medicinski fakulteti v Ljubljani. Po izjemni strokovni karieri se zadnja leta posveča področju zaščite in ponovnega vzpostavljanja dobrega počutja ljudi. Zato pa je v prvi vrsti nujno odkrivanje in preprečevanje izgorelosti med zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci. Danes je članica medicinskih trenerjev Prizme in Fica. Dober večer, gospa Novak Antolič. Dober večer. Docentka doktorica Andreja Poljanec je psihologinja, specialistka zakonske in družinske terapije, predava na ljubljanski podružnici Dunajske univerze Zigmunda Freuda, kjer je tudi vodja programa psihologija. Svojo strokovno pot posveča predvsem raziskovanju starševstva ter širjenju ideje rahločutnih in razvijajočih se odnosov v družini, odnosov do sebe ter do drugih ljudi. V soavtorstvu je izdala več knjig, v Celjski Muhorjevi družbi pa smo še posebej veseli njene knjige Rahločutno starševstvo. Dobro večer tudi vam. Dobro večer. Danes pa se družimo ob seriji prav posebnih knjižic, Mali učbeniki preživetja, ki so med strokovno in splošno javnostjo poželi izvrsten odziv. Ob poplavi teoretičnih priporočil, različnih vedenj in znanj namreč govorijo o tem, kako si v duševni stiski učinkovito in hitro pomagati sam. Z vprašanji v komentarjih se nam lahko pridružite tudi vi, dragi gledalci in gledalke. Kot rečeno, smo današnje srečanje naslovili spodbudno, glavo gor. Kljub temu pa v medijih, sploh v zadnjem času, pogosto slišimo opozorila, da je duševna trdnost naroda resno načeta. Kako to opažate pri svojem delu, na različnih področjih, pri različnih generacijah? Kdo je najbolj izpostavljen in ogrožen? Gospa Andreja. Ja, hvala za vprašanje. Zdajle po tem covidu je res kar nas pretreslo, no, tudi zdaj na podlagi že narejenih raziskav v Sloveniji in po svetu se kaže upad duševnega zdravja, tudi motivacije, tako da najstniki, otroci, mladostniki, pa potem ostareli, v resnici tukaj so zdaj kar kratko potegnjeni. To so ranljiva obdobja v življenju, a ne, zdaj pri otročkih, najstnikih pa mladostnikih možgani seveda niso zreli, niso dozoreli in je ta karantena, pomanjkanje teh socialnih odnosov, neke zdrave, utečene strukture, več nemira je bilo doma, več tesnobe, strahu, tudi boleznimi ponekod izgubami služb ali pa seveda polno enih situacij, ki so bile individualne, povzročilo toliko enega nemira in stiske, da se to na žalost po enem letu že kar zelo pozna. Medtem, ko pač ostareli, smo pa tudi sami to, dokler se mi zdi, da niso bili precepljeni, pa je bilo res veliko smrtnosti, a ne. Tudi se mi zdi v družbi tako čutili eno sočutje do tega, skrb, nekaj lepih akcij se je v tistem času odvil, kot nekih takih pozitivnih naklonjenih do teh starostnikov, posebej v domovih za ostarele, kjer je bila res okrnjena potem socialna mreža. Tako da mislim, da jaz bi izpostavila na primer te dve skupini. Seveda je pa vsak do neke mere občutil, tudi to težo, bi rekla, ampak nekateri bolj, nekateri manj. Gospa Živa, že prej so se pogovarjali, da ko pa govoriva o nekih poklicnih skupinah, so pa zdravniki, glede na to, da je šlo za zdravstvene izzive, še toliko bolj izpostavljeni. Ja, jaz moram najprej povedati, da nisem strokovnjak na tem področju. Jaz sem v bistvu laik, čeprav sem zdravnica in specialistka porodništva in ginekologije upokojena. Tako da res je, zdravniki in vsi zdravstveni delavci so izgorevali zelo, 3-krat več kot ostala populacija že pred covidom. In je zelo zanimivo, da v prvem valu covida
marca lansko leto, se je izgorevanje celo ustavilo, zamrznilo pri zdravnikih, zaradi tega, ker se je zelo povečal se je nadzor nad tem, kar počneš, avtonomija se je povečala, nihče ni vedel, ni bilo nobenih navodil, nobenih protokolov za slediti in je vsak res lahko delal tisto, kar zna in zmore, povečala se je empatija in povečala se je pripadnost tako kolektivom kot organizaciji in celotni družbi. Žal je pa potem s tem res s fizičnimi obremenitvami, pa seveda, in ker toliko časa že traja, se je pa izgorevanje zelo povečalo. Tako da jaz se oproščam drugim, ker poznam bolj podatke za zdravnike in medicinske sestre, kjer z njimi tudi delam. Izgorevanje je po podatkih iz tujine 50 do 80%. K posledicam izgorevanja oziroma stranskim učinkom, ali ne vem, kako bi rekli, pa seveda sodi tudi lahko huda depresija in suicidalnost. Ampak, ko govorimo o tem, marsikdo reče, v zgodovini smo preživeli že veliko hujše stvari. Bile so vojne, bile so takšne drugačne stiske, pandemija tudi ni prva, ki jo je človeštvo preživelo. To ni razlog, da zdaj rečemo, bomo šli kar naprej, čeprav na to nismo pripravljeni, tako kot nismo bili pripravljeni na to pandemijo, ne? Ja, tle je še nekaj zelo zanimivega. In sicer, da so strahotno v porastu kronične nenalezljive bolezni. To so debelost, visok pritisk, srčne bolezni, kapi, sladkorna bolezen. In vse te bolezni imajo za osnovo tiho vnetje ali kronično vnetje v telesu. In tudi to vnetje vpliva na povezavo med telesom, rečemo tako zelo laično, posebno črevesom, kjer imamo bakterije, in našimi možgani. Tako da so tudi te kronične bolezni, nenalezljive, ki so v strašnem porastu, recimo po letu 55-60, in tega včasih ni bilo. In je zdaj znanstvena razlaga za vse te stvari, vključno z duševnimi, se opravičujem, če ne bom kaj strokovno rekla, z duševnimi boleznimi, z duševnimi stiskami, ima razlago tudi v tem tihem vnetju, ki se dogaja v telesu. In kar ste začeli optimistično, in jaz sem tudi optimistka, se da nekaj narediti. Čeprav je naše telo žal narejeno za življenje, kot je bilo pred, 10 000 leti. To, da nam je sladkor všeč, to, da smo leni, da se uležemo na kavč in tako naprej. Tako je narejeno telo in to še vedno hoče. In to zahteva nekaj več samodiscipline in motivacije. Gospa Andreja, kako pa vi sicer ocenjujete splošno skrb za duševno zdravje posameznika in skupnosti? Smo kot družba že dojeli, da enako kot za zlomljeno nogo potrebujemo zdravnika tudi za zlomljeno dušo? Ali je to še vedno precej tabu področje? Ja, na srečo tukaj gremo v eni pravi smeri, bi rekla, v enem takem pozitivnem razvoju. Res pa je, da kakor bi sama ocenila, ali pa tudi tako, glede na to, koliko ljudje se odločajo za takšno pomoč, da je razvoj počasen, kar je na nek način razumljivo. Tukaj smo mi, recimo v Sloveniji, približno pred 20 leti začeli močneje sploh se ukvarjati s področjem psihoterapije, ko je prvič, na primer, na Univerzi v Ljubljani sploh vzniknil program zakonske in družinske terapije. Sicer so bili tudi drugi programi, ki so bili pač na zasebnih ali pa nevladnih inštitucijah različnih, ampak tako, samo če pomislimo, je torej zdaj približna dobra polnoletnost tega, da imamo psihoterapijo
umeščeno sploh v slovenski prostor, ko so prvič vzniknili tudi programi pokriti z Ministrstva za socialo, družino, enake možnosti in podprli, sofinancirali ali pa celo polno sfinancirali te programe psihosocialne pomoči. Tako da jaz bi rekla, da vedno bolj se zavedamo in je veliko teh programov, nažalost pa jih ni dovolj. In tudi zavedanja, da so potrebni, tako kot ste vprašali, v smislu v primerjavi z zlomljeno roko, je za moj torej strokovni okus ali pa oceno zagotovo premalo in nam je hudo, ko gledamo ljudi, da so v stiski, da na nek način trpijo, ker hitro to prepoznamo, ampak vidiš, da nekako niso še v fazi, ko bi zmogli si to priznati ali pa prepoznati. Druga stvar pa je, ki je pa tudi zadnje čase zdaj in sploh to leto še posebej pereča in problematična, da so pa tudi te programi, ki so financirani ali pa so financirani, zelo zasedeni in so dolge čakalne vrste. Tako da tukaj je, tako bi rekla, kar ena taka kompleksnost tega, da tudi tisti, ki si želijo, niti ne morejo priti v pravem trenutku na vrsto, ker ko imaš ti zlomljeno roko, prideš na vrsto, mogoče v 3 urah, ampak prideš. Tukaj, ko imaš pa, tako če rečem metaforično, zlomljeno dušo ali pa zlomljeno srce, pa čakaš včasih čist neprimerno predolgo, če si seveda tega sam finančno ne moreš privoščiti. Tako da jaz si zelo želim, da se to tudi v zavest vodi našega naroda, usede, da te potrebe so večje, kakor imamo urejene te pomoči in tisti, ki zmoremo tudi pomagati v tej smeri, da je dobro, da pomagamo, da se to čim bolj še nekako poskrbi in pomaga narodu, da lahko zori in da tudi preventivno ali pa včasih kurativno vpliva in pomaga pri tem, da je narod torej tudi bolj zdrav kot celota. Nekaj smo že omenili okrog ranljivih skupin, pa če se mogoče zdaj osredotočimo na delovno aktivno prebivalstvo. Se pravi, če imamo neko zavedanje, da je treba posebej poskrbeti za otroke, da so starejši ranljiva skupina, vsi tisti ljudje, ki so pa vsak dan na delovnih mestih, zdaj nekaj smo že rekli o zdravstvu, ki je še posebej izpostavljeno, ampak za te je zelo redko poskrbljeno oziroma dopuščeno, da iščejo neko možnost, kako se soočati s stresom. Stres je na vseh delovnih mestih, poleg tega dodamo še strah pred izgubo službe, pred negotovim jutrišnjim dnem in podobno. Kako se s stresom soočajo skratka ti ljudje? Ti so verjetno še najmanj v nekih programih oziroma še najmanj jim je dostopna neka tovrstna pomoč. Tudi ne čutijo potrebe, da bi šli k psihoterapevtu, ker se jim ne zdi, da so res bolni ali pa kaj podobnega. Ja. Andreja, kar mogoče nadaljujete. Ja, zanimiva iztočnica. Razumem, ja, da ste lepo izpostavili, no, da so pogostokrat mogoče celo spregledani, a ne? In tisto, kar je tukaj pomembno, da se zavedamo, je, da neki lahko in velik lahko naredi posameznik že samo s tem, ko se tega zaveda, da je v stiski, da je v stresu, da prihaja preutrujen domov, da, ne vem, se mu začenja nespečnost, da nima volje za druge stvari, da se začne rediti, različni taki simptomi, ki relativno hitro vzniknejo ob neki preutrujenosti, nezadovoljstvu, pretirani skrbi, nemiru, tesnobi. Tako da posameznik zagotovo tukaj lahko že s tem, ko začne sploh govoriti o teh stvarih, se povezovati, a ne, povezovanje znotraj stiske z ljudmi, ob katerimi se počutimo varne, je torej je edini zdrav način in tudi najbolj zdravo, bi rekla, naraven za blaženje in regulacijo teh stisk in tudi za vedno večje razumevanje sebe, svojega delovanja, kaj te prizadene, kaj se te globi dotakne, kako se določene stvari lotiti, kako rešiti. Tako da to je recimo na ravni posameznika,
spodbuda, da se sploh tega začne zavedati in govoriti o tem, ker tega mu noben ne more nekako utrpati v glavo, če bi tako rekla, a ne, po domače, da mu bo nekdo drug dopovedal. On mora to stisko toliko globoko začutiti in biti do neke mere pogumen, iskren in ranljiv, da si to stisko sploh začnem priznavati. Zakaj sem jaz letos dobil 5 kil in moram vse novo kupiti? Čistko, da ti dobesedno klikne, bi rekla. To je recimo na posameznikovi ravni. In potem, da se zaveda, da znotraj nekih odnosov, kjer se dobro počuti, lahko zelo veliko od tega, tudi sam to, kar ste že v uvodu tudi rekli, na nek način sproti razrešuje, da je hiter pri tem odzivanju, da prepoznava te občutke, da pokliče nekoga, da predebatira, da naredi nek načrt. Ja, to bom pa res mail napisal zdaj in ne, da se poslovim od tega primera ali pa ne vem. Tako, da predebatira in da mu to pomaga pri kvalitetnem odločanju, kako se odzvati in seveda posledično tudi pri neki pomiritvi. Medtem, ker drugo stvar, če bi izpostavila, je pa, ne vem, naprimer sistemska raven. To pa pomeni, da pa mi lahko od vodij, od državnih sistemov, od ne vem, različnih zdravstvenih sistemov, političnih, gospodarskih, ne vem, od teh, ki so na nek način poslani k temu, da določene stvari podprejo, tudi finančno ozaveščajo, imajo šole izobraževanja, da pa se tudi z tega vidika nekako poskrbi za treniranje veščin. Ker ozaveščanja ni toliko malo, če smo čisto iskreni, od različnih zgibanj, do različnih predavanj, do, ne vem, različnih plakatov, treningov, mislim tako, vabil za treninge, ampak tisto, kar pa, ne vem, pogrešam jaz že v šolskih načrtih, na različnih izobraževalnih sistemih, na različnih nivojih, mislim, ali pa tudi v smislu enega tazga vseživljenjskega učenja, potem noter v različnih poklicih, znotraj različnih inštitucij, je pa, da bi mi ljudi naučili določenih veščin, kako se spoprijemajo s tem stresom, ker tukaj se ne znajdejo, in da bi jim bilo to, na primer, omogočeno na eni taki preventivni ravni, da ne, da potem, ko je že zelo pozen in ko ti si že na robu izgorelosti ali pa izgorel, ali pa že depresijo razviješ, ali pa neko veliko tesnobo, ali pa čisto neko pretirano kronično utrujenost, ne, da takrat samo razmišljamo, kam zdaj iti po pomoč, ampak da bolj preventivno delujemo že čisto v teh vzgojnih izobraževalnih sistemih, na fakultetah in potem z nekim trajnostnim učenjem, ker teh veščin manjka. To, kar je prej že rekla gospa Živa, naprimer, ker je toliko izgorelosti prav v tem zdravniškem poklicu, prav žalosten, ali pa v poklicu socialnih delavcev, ali pa sploh v poklicih, kjer delamo z ljudmi, je te izgorelosti v resnici čisto preveč. In pogosto to opažamo psihologi, pa psihoterapevti, zato, ker se ljudje sploh ne znajdejo znotraj tega, kako v bistvu odreagirati. Veščin nimajo razvitih, niti za prepoznavanje svojih občutkov, niti za regulacijo teh občutkov, ubesedanje teh občutkov, niti za neko kvalitetno spoprijemanje s tem stresom pol, niti za neko mogoče zdravo, kvalitetno, sproščeno empatijo do sočloveka, ki tudi mora biti natrenirana, zato ker je nevarno, da se jo zameša, pa potem, če ni enih zrelih razmejitev čustvenih, z nekim zlivanjem čustveno stisko drugega, kar je pa izredno obremenjujoče, zato ker mi smo ustvarjeni tako, da stisko drugega direkt prezrcalimo. To so eni zrcalni nevroni v možganih, lahko gospa zdravnica pa več razloži, ampak in mi v resnici posrkamo to stisko in sposobnost empatije je, da smo lahko s tem človekom, da ga lahko začutimo, da smo lahko nežni, da smo lahko ljubeči, da smo lahko skrbni in čuteči z njim in to razbremeni tistega na drugi strani, da vidi, da smo v čustvenem stiku z njim. To vedno razbremeni ljudi, ko se mi čustveno povežemo. Ampak tukaj pride do zelo kroničnih in krutih posledic, če prihaja redno do tega
spodrsljaja oziroma nespretnosti te veščine empatije, oživljanja in čustvenega stika, da ni te razmejitve in da vsem greš ti, bi rekla, domov na nek način brez prtljage, ki si jo čez dan si v teh, recimo, na nek način čustveno zahtevnih poklicih nabral. In teh treningov že na fakultetni ravni, naprimer, nimamo, ali pa na srednješolski ravni. In to je nekaj, kar jaz izredno pogrešam in si prav želim, da bi tudi tukaj dozoreli in začeli preventivno uvajati te spremembe na področjih in imeli potem tudi, verjamem, kakšno stisko manj. Zdaj smo kar nekajkrat slišali besedo trening in zato je tako dragoceno, da imamo danes gospo Živo v naši sredi, ki je trenerka in prav posebne veščine. Nam lahko kaj več poveste o Prizmi? Ja, najprej bi pokazala tole svojo majico, ki imam tukaj logo medicinskih trenerjev. Jaz se absolutno strinjam z vsem, kar ste povedali. In sicer, mi smo spoznali, da nas tega niso naučili na fakulteti in da je to nujno, da se naučimo mehkih veščin, tako da mi smo zdravniki, trenerji mehkih veščin. Zavod medicinski trenerji obstaja zdaj že 5. leto in strašansko me veseli, ker so 6 zdravnikov, je 2 študentki medicine in en psiholog. In zdravniki so vsi še specializanti, to pomeni zelo mladi in so sami prepoznali to potrebo. In za nalašč se imenujemo medicinski trenerji, ker od enkrat ni nič. Treba je trenirati, tako kot vsako drugo stvar. Dokazano je, da recimo empatija študentov medicine pada po 3. letniku in, tako kot ste rekli, empatije in to take, ki ne jemlje energije, se da naučiti. No, Prizma je pa projekt, Prizma je akronim za projekt Izgorelost, moč asertivnosti. Jedro tega projekta smo psiholog, 2 diplomirana medicinska sestra, ki je pa obenem tudi magistrica zakonskih in družinskih študij in diplomirani zdravstvenik, reševalec, ki je tudi magister zakonskih in družinskih študij, družinska zdravnica in jaz. To smo jedro in smo absolutno praktično usmerjeni k ozaveščanju, tako kot ste rekli, še zdravniki sami pri sebi ne prepoznamo izgorevanja, no, tudi drugih bolezni, ne, če smo tako zelo pravični. In da jih učimo spoznavaj sodelavce, prijatelje v miru. Ker če jih ne boš spoznal v miru, sploh ne boš vedel, da so se kaj spremenili. Ne? Tako da in prosi svojega prijatelja, sodelavca, sorodnika, da tudi tebe opazuje in ti reče, nekam čuden si ratu ali pa, tako kot ste rekli, zredil si se, zadirčen si, grob si, ciničen. Tako da mi smo usmerjeni k tej osveščenosti, učimo, kaj lahko vsak sam naredi oziroma treniramo, ker že itak je pomanjkanje psihiatrov, psihoterapevtov, psihologov. Razen tega pa, če imaš ogromno denarja in greš vsak teden k psihoterapevtu, ga nimaš na voljo, ne vem, ob 3 ponoči, ko imaš panični napad, recimo. Tako da želimo povedati ljudem, da imajo zelo enostavne stvari, kot so te vaje v teh knjižicah, na voljo, samo jih morajo delati in še boljše, če jih trenirajo. Ne samo, da jih uporabljajo takrat, ko je hudo, tako kot vsaka stvar, je boljša preventiva. Pa še nekaj jim govorimo, da vedeti in ne narediti je ne vedeti. To je tako, kot če bi znal brati, pa nič ne bereš, to se pravi, si nepismen. Ne? In to, tako kot ste prej rekli, ne, motivacija je problem.
pri tem začaranem krogu kroničnih nenalezljivih boleznih in temu sindromu odtujenosti, kot zdaj to imenujejo, da smo odtujeni od svojega telesa, od drugih ljudi, zaradi digitalizacije in tudi od planeta, ker smo z njim naredili to, kar smo naredili. Ta sindrom odtujenosti sam sebe hrani. In tako, če zelo preprosto povem, ne, jaz sem pač delala v porodništvu, tam je zelo preprosto in zelo se mudi, kar je dobro za planet, je dobro tudi za nas. Ne? Recimo biodiverziteta na planetu, ravno tako mora biti biodiverziteta v našem črevesnem mikrobiomu. Tako preprosto. Skratka, na nek način vse vemo. Ne? Problem je to, da nič ne počnemo v pravo smer. Prej smo se pogovarjali, da en zamujen evro ali pa dolar, kakorkoli že, v preventivi nastane $50 oziroma evrov v kurativi. To so ogromni denarji, ki bi morali zdramiti tudi tiste, ki jim je precej vseeno, ker na denar pod črto se pa vsi razumemo. Komu potem prepustiti odgovornost, da se nekaj spremeni, se pravi za to sistemsko skrb? Je to stvar nekega delodajalca, direktorja zavoda, ministra za zdravje, ali lahko to prepustimo vsakemu posamezniku, koliko mu je mar za njegovo zdravje in za dobro življenje med njegovimi dragimi? Zakon o varnosti in zdravju pri delu je popolnoma jasen. Je vse napisano. Da je odgovoren delodajalec, člen 32, sem si ga šla danes pogledati. Organizacija mora imeti narejen načrt, kako bo varovala zdravje. Mora tudi prepoznavati izgorevanje. Vendar, ker v današnjem, si upam reči, zdravstvo je namreč politika. Medicina je krasna veda. Ampak zdravstvo je pa politika in ni pravih vodij, ker pravi vodja mora skrbeti za svoje zaposlene. Ker če bojo zaposleni izgoreli, ne bojo mogli dobro skrbeti za populacijo. V ZDA so proglasili izgorevanje zdravnikov za nacionalni problem, ker izgoreli zdravniki ne morejo dobro skrbeti za populacijo. In to so se odločili glavni izvršni direktorji velikih bolniških organizacij, ki niso zdravniki, ampak tako, kot ste rekli, so zračunali. En zdravnik na vrhuncu kariere, tam okrog 40 let, je še dovolj mlad, ima pa že izkušnje, stane $500,000 do $1 milijon, če naredi samomor ali gre ven iz medicine. In so rekli, to je predrago. In so naredili 11 točk, kaj bojo delali, da zdravniki ne bodo izgorevali tako hitro, kot izgorevajo in tako množično. Tako da v zakonu o varnosti in zdravju pri delu je vse zelo lepo napisano, so tudi napisane tudi kazni. 40,000 evrov za organizacijo, 4,000 evrov za odgovornega. In če bi se tega držali, ne bi bilo izgorelih. Vendar se ne, tako kot še ogromno zakonov, tako kot cestno-prometnih predpisov. Če bi se jih vsi držali, ne bi bilo nobenega mrtvega na cesti. No, zato pa tako, kot ste rekli, sistemske rešitve so. So sistemske, so medosebne in so osebne. In mi v projektu Prizma opozarjamo na vse tri. In imamo na tej spletni strani Prizme tudi rubriko, kjer sprejemamo ideje za te sistemske, medosebne in osebne rešitve. Če povem sem eno tako rešitev, ki bi zelo zmanjšala obremenitev družinskih zdravnikov. Družinski zdravnik mora napisati napotnico za pacienta, recimo, ko ima neko srčno bolezen. Ne? In se ve, da bo ta pacient hodil na kontrole 5 let ali pa do smrti. In vendar, in je zdravstvena zavarovalnica pred 2 letoma odredila, da lahko napotnico podaljšuje specialist kardiolog.
večina specialistov, ker to gre za kardiologe, onkologe, ortopede, kamorkoli so napoteni kronični bolniki, ki bodo hodili leta in leta na kontrole specialistov, revmatologov recimo. In vsi ti specialisti v bolnišnicah na sekundarnem in terciarnem nivoju lahko podaljšujejo napotnice. In s tem bi prihranili družinskim zdravnikom ogromno časa in dela. In vendar se tega ne ve dovolj. In zato imamo mi to na spletni strani in bojo pacienti opozarjali zdravnike, družinski zdravniki že itak opozarjajo. Tako da veliki rešitev v zakonih in teh aktih, ampak ne poznamo jih dovolj. Zato je tako fino, da se takole pogovarjamo skupaj. Skratka, črno na belem imamo že marsikaj. Ko pa pridemo na področje teh družinskih odnosov, se pravi, takih najbolj intimnih stvari v življenju, zdaj konec šolskega leta se vedno poveča pritisk v družinski dinamiki. V teh stiskah je pa težje reči, da imamo neka pravila. Gospa Andreja, kako se pa kažejo te stiske? Ja, te stiske so najbolj izrazite v družinah, kjer so odnosi na čustveni ravni zelo revni. To konkretno na primer pomeni, da starši ne zmorejo čustvenega stika s sabo, ne zmorejo prepoznavati svojih občutkov ob otroku in tudi ob drugih ljudeh, torej v službi prihajajo domov brez občutka zase, raztreščeni notranje, lahko rečemo na primer, ali pa napeti, kakorkoli recimo nezregulirani, tako rečemo, neumirjeni, ne v stiku s sabo. To zelo močno krni razvoj odnosov ali pa ga skoraj onemogoča, odvisno kakšna globina pomanjkanja te sposobnosti je pri starših. Tako da v družinah, kjer starši ne zmorejo nekih večjih pritiskov, nekega večjega nemira pri otrocih, pri mladostnikih, nekih večjih torej tudi zalogajev pri učenju, ali pa pregovarjanja, kdo bo kaj naredil, koliko je treba še delati. Tam, kjer starši ne zmorejo niti sami vse tega prepoznavanja in neke umiritve notranje in nekega čustvenega stika res z otrokom, in po drugi strani potem pogosto v seveda istih družinah ne zmorejo tudi tega povezovalnega odnosa, te empatije, tega čustvenega povezovanja s partnerjem oziroma zakoncem ali kakorkoli s tisto osebo še, ki ponavadi živijo še s kakšno odraslo osebo ali pa tudi, če ne, pa mogoče s staro mamo, s komorkoli, s tistim, ki so si bližji. In potem še tam ta nepovezanost ali pa konfliktnost zelo močno torej se poveča, se ojača in te družine mi opažamo na različnih res potem vidikih delovanja ob posebnih še obremenitvah, kar se je tudi v resnici v celem tem letu pokazalo, COVID letu, in seveda tudi zdaj še na koncu šole, ker je bila zmeda letos toliko večja. Nelogično je bilo, ni bilo razumljivo, nismo bili navajeni tega sistema, kako bo zdaj z ocenami, nekako je vse na kup prišlo po nekaterih šolah in tako naprej. Je torej v teh družinah to največji primanjkljaj in kar žalostna velika kriza, ali kako bi rekla. Tako da tisto, kar bi bilo zelo pomembno, da bi se zavedali, je, da bi se več ukvarjali v resnici s starši. Mi bi morali na eni taki sistemski ravni imeti veliko več možnosti, delavnic, šol za starše, individualnih pomoči za starše, učenja starševskih veščin, če bi tako rekla, malo poenostavljeno, zato, ker so starši čist preveč neopremljeni in če starši niso opremljeni, je nemogoče, da bojo otroci se ob njih dobro počutili. Zdaj, zanimiv učinek je potem pri otrocih, ki je zelo močno povezan še z drugimi dejavniki, naprimer tudi neko nevrokategorijo, ali je otrok bolj odziven ali je manj odziven. Včasih smo temu rekli temperamenti, naprimer, da si predstavljamo, ali je bolj koleričen, ali je bolj
radoživ, vesel ali je bolj zmeri neki siten in melanholičen in tako naprej. Seveda je tukaj še veliko dejavnikov, ki na to vplivajo, kako potem en otrok to stisko družinsko otrok, vsako družinsko stisko in vsak otrok in mladostnik družinsko stisko, torej neregulacijo čustv čuti. To je čisto na nezavedni ravni. Tukaj ni zdaj, saj ta je pa boljš, ta pa manj čut, ta pa več čut. Vsi v bistvu čutijo, ampak in to doživljajo in srkajo kot gobe, to tako rečemo, malo metaforično, ampak se pa seveda na to zelo različno odzovejo. Eni v resnici z eno ekstremno pridnostjo, ubogljivostjo, vodljivostjo, če bi še naprej šla po spektru perfekcionističnostjo, kar je izredno krivično, problematično in to je recimo en tak, recimo hitra cesta ali pa avtocesta k izgorelosti, kar je gospa danes že predstavila. In to je v resnici v družinah, kjer ni regulacije čustev. In pogosto se tega ne opazi, ker to so pridni otroci, to so odličnjaki, uspešni, pridni, še bratca čuvajo, ni da ni. Pa po drugi strani v isti družini lahko je pa en otrok drugače, ne vem, ustvarjen, ima drugo vlogo, je mogoče drugega spola, kakorkoli, različni dejavniki, bo pa, ne vem, to stisko kazal z nemirom. Bo pa zahteven, bo razdiralen, bo uničevalen, ne bo hotel delati za šolo, bo začel na skrivaj špricati, bo začel zgodaj, ne vem, kaditi travo, to recimo zelo v porastu in izrazito kaže na uravnavanje tesnobe, ki je seveda prej zelo močno v družinah naprimer prisotna, pa se je starši ne zmorejo zavedati, nimajo mogoče poguma, da bi se je zavedali ali pa se pač sploh ne zavedajo. Skratka, družine tukaj imamo zelo različne, bi rekla, podlage, čustvene, ene take zrelosti, ene sproščenosti. Tako da v družinah, kjer je, bi rekla, tako v povprečju dovolj živahno, dovolj pestro čustveno, da se hitro prepoznava, tako kot je prej gospa Živa lepo rekla, pa ste čuden nekaj danes, kot je, Če kot starši zmoremo prepoznati, da je otrok nekaj čuden en dan ali pa 3 dni, ti že alarm zvoni, če si pa ti preveč odtojen od sebe, premalo v čustvenem stiku s sabo, tako rečemo psihologi, potem pa ti sploh tega ne zmoreš opaziti, ker si preveč zaseden s sabo ali pa odtojen in potem se v bistvu začnejo stvari razvijati v nezdravi smeri, v vedno bolj kritičnih smerih. Tako da tukaj je res, se mi zdi ena taka stvar, ki je še posebej do izraza prav letos prišla, da družine smo prostori, kjer bi moral se vsak, torej in starši in otroci, mladostniki dobro počutiti in če tega starši ne zmorejo zagotoviti, ker so pa oni za to odgovorni, ne otroci pa mladostniki, je potem v resnici zelo naporno, neprijetno, včasih celo potem morasto in velikokrat, najpogosteje, potem otroci to simptomatiko začnejo izražati na zelo različne, bolj pa manj žalostne načine. Po eni strani opozarjajo, kako težko je priti do strokovne pomoči celo za otroke, da čakajo nedopustno dolgo in tako naprej, ampak o tem, kar ste zdaj govorili, to je nekaj, kar ni prihranjeno skoraj nikomur. Skratka, da tisti, ki so na poti do pomoči, so že kar na dobri poti, ker so prvič ozavestili svoj problem in poiskali pomoč. Rečemo, 99% vseh ostalih se s tem spopada na bolj ali manj konstruktivne načine. Ja, torej, ko ti sprevidiš in si priznaš in zmoreš eno to iskrenost in tudi pogum, to je vedno povezano z eno veliko mero poguma, da ti pred drugim priznaš, da ti nekaj ne gre. Zato, ker to je neprijetno, to je povezano s priznanjem, da ti nekaj ni uspel, z nekim spodrsljajem, mogoče celo z enim občutkom sramu,
da ti nekaj ni uspel. Čisto vsi imamo vse zelo globoko ukomponirano hrepenenje, da ti bo v starševstvu uspel. A ne, to je nekaj, česar se ne moreš znebiti in na srečo je tako. To je za nalašč tako. A ne, ker sicer bi prehitro obupavali. Tako da spodrsljaj, ki se ti zgodi v starševstvu, v obliki tega, da otrok zboli, da ima simptomatiko, da ima patologijo, da si je poskusil vzeti življenje in grozne druge zgodbe, je vedno ena zelo težka izkušnja in spoznanje. Tako da te, ki zmorajo to, tudi že ob manjših stiskah prepoznati, ne šele pol, ki so že v bistvu zelo tragične in zahtevne, so zmagovalci. In so na ta pravi poti in če bojo vztrajali, bojo absolutno delali napredek. Če vztrajaš v eni iskreni drži iskanja sebe in prepoznavanja, zakaj si toliko v resnici nekaj spregledal, nekaj napačno mogoče počel, zakaj nisi nekaterih stvari uvidel, pa so ti potem, ko začneš te stvari raziskovati, tudi iz prejšnjega, recimo, obdobja tvojega življenja, iz otroštva, v tvoji družini, iz mladostništva, v tvoji družini, ob vrstnikih, ob katerih si bil, potem se ti začne tako ena taka lepa slika, kot en mozaik sestavljati. Ko začneš spoznavati, zakaj je v resnici šlo, se tudi pomirjaš. Je sicer ta proces vedno boleč, vedno zahteven, vedno te kaj šokira in v resnici težko sprejmeš, ko moraš tudi na nek način si priznati, da so starši, ki jih ljubiš, zelo veliko stvari kiksnili in si v bistvu eno doto tako malo pokvečeno sabo nesel v življenje, a ne? Ampak ko prideš do teh spoznanj in če zmoraš iti tudi skozi ta potem zahtevnejša čustvena, intenzivna obdobja pri raziskovanju sebe, svoje družine, te družine, v kateri si zdaj, potem zagotovo veš in lahko verjameš, da boš delal napredke. In tako, kot je že prej gospa rekla, vedno je treba tukaj biti vztrajen in trenirati. Tudi pri psihoterapiji. Nobena psihoterapija ni hitra. To ni stvar na recept, a ne? Ampak ta pogum na začetku in ta ena taka odločitev, da boš to ranljivost in to iskrenost, kljub temu, da se boš izpostavil, da si pripravljen začeti, je tista odločilna točka, a ne? Zdaj, seveda, tukaj je različne možne pomoči za poiskati, nekatere so bolj globinske, bolj dolgotrajne, bolj individualne, lahko začneš tudi z nekimi izobraževanji na to temo, da se počasi pelješ, imaš to kot neko uverturo, a ne, lahko greš najprej na neke delavnice, kjer si ponavadi malo manj izpostavljen, mogoče malo manj na globino, tako da načinov je veliko, a ne, ampak pomembno je, da v bistvu nekje začneš in da ne obupaš, da se tudi ne pustiš odgnati, tudi če je vrsta. Gospa Živa, kot zdravnica vas lahko vprašam, medicini pogosto, sploh zahodni, pogosto očitajo, da človeka ne jemlje celostno, ampak če govorimo o preventivi ali pa celo zdravljenju izgorelosti oziroma nekih duševnih težav, brez tega, da smo pozorni na telo in duha in da se vzamemo celostno, da se začnemo gibati, zdravo jesti in potem šele mogoče psihoterapijo in podobno, brez vsega skupaj ne gre, brez paketa, ne? Definitivno. To je tisto, kar sem že prej omenila, od leta 1960, rečemo, strašansko naraščajo te kronične nenalezljive bolezni in istočasno se je družba zelo spreminjala, tehnologija divja, razvoj tehnologije divja, razvoj človeških odnosov pa zaostaja. Eden od mojih vzornikov je Edward de Bono, tudi zdravnik, je rekel, da za 3000 let zaostaja razvoj človeških odnosov, human affairs, in da je treba zato samo z odnosi delati, ne? Samo na sebi pa med nami, ker tehnologija bo šla itak naprej. No, osnova skrbi zase je spanje. Tako da nujno naj vsi preberejo knjigo Zakaj spimo.
ker noter je tudi zame kot zdravnico bila ponovljena vsa patofiziologija, večine bolezni, in je razloženo, zakaj porabiti 1/3 dneva za to, da spimo. Samo, če omenim samo to, samo v spanju se možgani lahko znebijo toksičnih snovi. Možgani tehtajo približno 2% teže, porabijo pa 25% energije, ki jo dobimo recimo s hrano. Ogromno toksičnih snovi se proizvaja in do pred 10 leti niso vedeli, kako gre to ven. Potem so pa odkrili ta glialimfatični sistem, ki izplavlja strupe iz možganov, ampak samo, če spimo. In to, če spimo 7 do 8 ur v temi in miru. Druga stvar je, tudi če dobro spimo, se ne moramo regenerirati, če nismo dobili materijala za regeneracijo, in to je nutritivna hrana. Ta epidemija debelosti, ki je zdaj po celem svetu, je zaradi kalorično polne hrane, nutritivno izjemno revne. In v telesu imamo grelin, leptin, hormone, ki uravnavajo sitost in lakoto, in če ne damo nutritivne hrane, če ne damo vitaminov, mineralov, fitohranil in pa tudi makrohranil v primernem razmerju, telo ves čas se sporoča, sem lačen, sem lačen, sem lačen, več sladkorja, ki ješ, več ga hočeš imeti. Potem je na področju hrane ta izrazita pokvarjenost prehrambne industrije, ki najema znanstvenike, da odkrivajo okuse, ki nam delujejo na plazilske možgane in hočemo vedno več. Tako in delajo tudi magnetno resonanco možgan in da vidijo, kam vpliva tisti okus hrane, ki jo hočemo še več in še več. Saj poznate te reklame, hrustljavo, krhko, topi se v ustih. To so znanstveniki, ki delajo za prehrambno industrijo in delajo ljudi odvisnike. V hrani je sladkor je bolj odvisnogen kot recimo heroin, so na živalih dokazali. Tako da strupi v hrani, pesticidi, herbicidi, insekticidi, vse to v hrani, hrana je informacija. Če jemo za nič hrano, nam spremeni več kot 700 genov tako, da nam delajo slabo. In obratno, če jemo dobro hrano, nutritivno, nam bo slabe gene zatolkla in dobre gene spodbudila, da delajo. To je druga stvar, hrana. Tretja je telesna aktivnost. Zdaj so spet ratale moderne gozdne kopeli, ker so, in tudi znanost je tle dokazala, v gozdu se sproščajo fitoncidi, ki dejansko delujejo pomirjujoče, spodbudno na človeka. Narava, nisem telesna aktivnost, fitness ni isto. Narava mora biti za telesno aktivnost. Gledanje v zeleno, to je recimo, kar se tiče kratkovidnosti, so ugotovili, da so japonski otroci, kjer je ogromno kratkovidnih, premalo zunaj in imajo zdaj pouk zunaj, delavnice zunaj, treninge zunaj. No, in četrta stvar je pa pomiritev, ker vse ta osnova teh kroničnih nenalezljivih boleznih, ki ima osnovo v kroničnem vnetju, vpliva tudi na povezovanje naše možganske skorje, predvsem tega dela možganske skorje, kjer imamo nek nadzor nad svojim vedenjem in nekim jedrom, ki je v limbičnem sistemu in se imenuje mandljevo, dva sta parni organ, ali amigdala, mandljevo jedro ali amigdala. No, in amigdala je bila zelo pomembna, da smo kot ljudje preživeli, ne? To povsod piše, ne? Da smo
izbrali boj ali beg, ko je bil tam nek sabljezobi tiger. Ampak zdaj ga ni. Mi se pa še vedno tako obnašamo, zato ker to kronično vnetje, ta kronični stres dejansko hrani to amigdalo, ki hoče prevzeti nadzor. Sicer jo možganska skorja, ta prefrontalni čelni reženj, jo pomerja, ne, da se odzovemo tako, kot je primerno. Mi se pa ves čas, če amigdala prevzame nadzor, se pa odzivamo tako, kot se, ne. Smo impulzivni, smo nesramni, smo narcisistični, kar je nasprotje od empatije, to gre v slabe odnose in se to vrti v začaranem krogu. Tako da umiriti amigdalo, ne, to, kar sem prebrala, ko sem prvo knjižico Glavo gor sem dobila za darilo. In priznam, odložila sem jo za nekaj časa. Prebrala sem posvetilo, ki je bilo izjemno. Malo sem bila pa huda, zakaj mi dajejo slikanico, ne? Ampak, ko sem jo pa prebrala, preštudirala, ker je nevrologinja Klaudija Kross-Miller tako poljudno, ampak tako strokovno napisala. In potem sem začela te vaje delati sama in potem sem začela z vnukinjo, ki je bila takrat 4 leta, ki je uživala in ji bo koristilo celo življenje. In potem sem te vaje uvedla na vsaki delavnici, pokažem vsaj tisto haka maorski ples, ne. Če te nekaj razjezi v službi, rečem, pejte na stopnice in ropotejte in topotejte z nogami. Potem tiste vaje, ki jih lahko delaš na sestanku, pod mizo. Neverjetno. In ta trening, če delaš redno te vaje, ti pomiri amigdala. In to je bistvo, da spet tvoja skorja, razumska, prefrontalni reženj, čelni reženj, lahko razumsko, mirno, dostojno, spoštljivo komunicira tako s seboj, pa reče, ne, tele kile napolitank pa ne bom pojedel, zato ker je boljš jabolko, tako z drugimi, tako kot s planetom, ne, ker če si narcisist in če ti amigdala prevladuje, boš skrbel samo zase. In to pa ni dobro za nikogar. Tudi za nas ne. Tako da to je res zelo povezano in navodila so vsa tukaj, ne, kdor hoče več zvedeti o tem, kar zelo na kratko piše v teh knjižicah, je tudi nevrolog David Perlmutter napisal v 3 knjigah o možganih, zdaj ta zadnja je Negovani možgani. Mislim, res knjiga, ki jo lahko čitaš ves čas. In je točno to razloženo, kar je Klaudija Kross-Miller in ta ilustrator, ki je neverjeten, s temi 4 ovčkami, simpatičnimi, tako, kot bi nas videla v dušo, kaj mislimo, česa se nam ne ljubi, kaj radi delamo. In kako nas kar pobožate, ko ti reče, sej bo boljš, kar eno vajo naredi, sej bo boljš. Tako da jaz sem tako navdušena, da vsakmu težim s temi knjigicami in dejansko so veliko teh udeležencev na naših delavnicah je sporočili, da so knjige nabavili in upam, da zdajle po tej oddaji jih bojo tudi še, tako da upam, da bo vsak delal redno kakšno vajo. Ena izmed teh knjižic je tudi Dobro spi, ker kot ste omenili, je spanje izjemno pomembno. Kot ste že omenili, Mali učbeniki preživetja, to je avtorica Klaudija Kross-Miller, Trema pa je avtorica Monika Mačnik. Skratka, govorite o tem, kako zelo pomembni so naši možgani in zelo predvidljivi, hkrati se pa zelo, zelo slabo zavedamo, da vse naše bogastvo je ta mali oreh oziroma kilska snov, kako bi rekli.
Gospa Andreja, mogoče še vi, kako vi gledate na to povezavo med telesnim odzivom in psihološkim počutjem? To je pravzaprav zelo, zelo povezano, ne? Bolj kot se zavedamo. Zelo močno, ja. V resnici gremo lahko v drugi del tega, kar je gospa Živa povedala, bolj na telesni, organski ravni, kako prelisičiti telo, kako ga natrenirati, kako ga spočiti. V resnici pa mi lahko še z drugimi veščinami, torej, da se povezujemo z ljudmi, v katerih se dobro počutimo, da se znamo pohecati, da se radi družimo, da si govorimo stvari, omogočamo možganom, da se dobro integrirajo. To rečemo, torej, da se ta prefrontalni reženj, ki je gospa omenila, pa limbični sistem, kjer je ta amigdala tudi, lahko dobro povezujeta. Šele na tak način bosta potem tudi delovala kot dobro uglašena, a ne? Sicer pa ne moreta si drugmu pomagati. Torej, itak prefrontalni korteks pomaga limbičnemu sistemu, a ne? Limbični je manj razvit, torej rečemo plazilči, ne, lahko tudi, kokar, no, malo površno, ja. Ampak mi lahko torej natreniramo to integracijo, ne, prek povezovanja torej z ljudmi. Ena taka stvar, ki bi jo še izpostavila in pomaga pri tej integraciji, da lahko mi to, kar se v našem telesu vzbuja, vznika, reguliramo, kontroliramo in uporabimo za dobro, za koristno, je na primer, da se naučimo videti več pozitivnega kot negativnega. Ker na svetu je več pozitivnega kot negativnega. Ampak posebej, če smo odraščali v družinah, kjer so doživele kakšno travmo, kakšno veliko krivico, veliko strahu ali pa kakšnega nasilja ali pa nekaj grobega, so ljudje nagnjeni, da potem zelo hitro vidijo slabo, ker je takrat bilo tistega slabo zelo preveč, ne? V resnici preveč, in so morda takrat težko to sprocesirali, odpustili, izžalovali, ne vem, tako, a ne, recimo naredili en tak dolgotrajen, ozaveščen, povezovalen proces, potem se to kar prenese nehote v drugo generacijo. In ti se pol v bistvu niti ne zavedaš, da vidiš veliko slabega v svetu, pri ljudeh, v službi, pri hrani, zmeraj imaš občutek, da te je nekdo okoli prinesel. In v resnici, ko se tega začneš zavedati in vidiš in razumeš, ker si raziskal, odkot to prihaja, lahko začneš sploh bolj odprto po svetu hoditi. Ne s tekimi plašnicami in imaš zožen pogled, ampak lahko rečeš, si to pa res. Pri marsikakšni stvari mi lahko vidimo veliko lepšega in veliko tazga bolj blagodejenega, tudi osrečujočega mogoče, ali pa veselega, ali pa enostavno bolj pozitivnega, kakor smo včasih zautomatizirani, zato ker smo živeli v okolju, ki je bilo nekako zakrčeno. Tako da to je ena taka stvar, trening pozitivnega razmišljanja, opazovanja pozitivnih, močno povezan s tem, ampak vsem nekoliko drugače, je pa biti hvaležen za stvari. To se čisto premalo uporablja pri tem, da je to stara finta, če bi rekla. To je bilo že, recimo, v mnogih redovih, recimo kakšnih krščanskih skupnosti ali pa drugih redovnih skupnosti ali pa iz drugih verstev tudi, ne samo krščanskih, biti hvaležen, biti torej poln ene te vedrine, da se ti nekaj lepega dogaja, da si za to hvaležen, da znaš to tudi izreči, povedati na različne načine, ali v sebi, ali pri sebi, ali v molitvi, ali v neki meditaciji, ampak izražati to, pišu, kako nam je lepo v resnici, in biti hvaležen za to. Tako da hvaležnost je nekaj, kar se v tem, jaz bi rekla zdaj tako, da se malo zgovarjam, hitrem tempu življenja, ena stvar, ki je res pomembna in se čisto preveč pozablja, kot da bi jo malo tako nehote zanemarili, kot da ne bi imeli časa zanjo, tako kot za spanje nimamo časa. To mi je bilo tako luštno poslušati, se mi zdi, da v kakšnem obdobju življenja prav verjameš, da spanje je pa res zapravljanje časa. In če te kdo spat pošle, res budala. To je eno obdobje, saj najbrž vemo, mladostništvo. Ampak mladostništvo traja do 22-24 leta.
vemo zadnja desetletja, a ne? Zadnje desetletji, no. Tako da v resnici se takrat tudi malo navadiš, da premalo spiš, lahko že. In preden dojameš, da moraš povečati dozo, je mogoče podobno kot pri hvaležnosti, a ne? V določenem obdobju življenja doživljaš, da ti je vse dano, vse ti gre, šola ti laufa, ne vem, si zaljubljen, stvari ti ratajo, dobiš službo, se še poročiš in podobne stvari. Potem pa z leti lahko spet postanemo bolj pozorni, ko se naši možgani umirijo, malo se odnosi umirijo, mi se malo tako osebnostno najdemo mogoče in lahko spet si naredimo malo več prostora za te drobne stvari, ampak v resnici ključne, a ne? Tako da potem bi pa mogoče, kar se tega tiče, kar vpliva, a ne, na to, kako se mi vedemo, kar je bilo vprašanje, in kako povezati torej telesni del s tem, kako se mi počutimo in obnašamo in delujemo v našem svetu, je pa na primer tudi zelo močno tudi dokazano, kako blagodejno vpliva molitev, meditacija. Torej, to je malo podobno, kakor je gospa Živa rekla, pomiritu, a ne? Ampak recimo posebej še če molitev ali pa meditacija ali pa kakšne take prav duhovne tehnike pomirjanja in predajanja svojih skrbi, dokazano res vplivajo na rast novih nevronov celo, povezovanje mednevronsko, skratka, v resnici omogočajo, da se naši možgani regenerirajo. Tako kot na vseh teh organskih, bolj telesnih nivojih, kar je rekla gospa zdravnica, potem tudi na teh, bi rekla, bolj psiholoških, mogoče čustvenih, odnosnih in duhovnih nivojih ima popolnoma enak učin na torej nevrogenezo in na nevroplastičnost. In to mi rabimo. Mi moramo te malo pokvarjene ali pa ne čisto zdrave možgane skozi v bistvu obnavljati, skozi skrbeti, da nekako poskrbimo, da bomo lahko imeli eno lepo starost tudi. Krasna izhodišča za konec. Gospa Živa Novak, morda še zaključna misel, kako držati glavo pokonci? Ja, to, kar smo zdaj slišali, je dokazano za populacije po svetu, ki živijo v tako imenovanih modrih conah, ki živijo zelo dolgo in zelo zdravo. Tako da med temi duhovnimi tehnikami, recimo za tiste, ki nismo verni, je pa tudi ena zelo dobra tehnika tapkanje ali emotional freedom technique, ki dejansko vse delujejo na regeneracijo. Tudi na Mayo kliniki so pokazali, recimo kar se tiče hvaležnosti, 12 navad zelo zdravih ljudi. Tako da sporočilo poslušalcem, karkoli delate, delajte tako, da boste skrbeli zase, ker istočasno boste s tem skrbeli za druge in skrbeli boste za planet. Tako da mislim, da smo vam dali dosti podatkov, pa seveda vedeti in ne narediti je ne vedeti. Tako da zdaj je tudi na vsakemu posamezniku, da poskrbi. Tako, naj bo tako. Dragi gostje, doktorica Živa Novak Antolič in doktorica Andreja Poljanec, iskreno vam hvala za nocojšnje druženje. Vam, spoštovano občinstvo, pa hvala za pozornost. Knjižice iz serije Mali učbeniki preživetja za takojšnjo pomoč ob stresu, slabi volji, nespečnosti, žalosti, tremi, travmatskih obremenitvah, črnogledosti, negotovosti in podobnih težavah so vam na voljo na spletni strani Celjske Mohorjeve družbe www.mohorjeva.org in seveda v naših knjigarnah v Ljubljani na Nazarjevi 1 in v Celju na Prešernovi 23. Enako velja za knjigo Andreje Poljanec Rahločutno starševstvo. In kot smo začeli, se tudi poslavljamo. Ne glede, kaj se zgodi, kaj se nam dogaja, za začetek glavo gor in potem korak za korakom na bolje. Lahko noč. Lahko noč.